Lep pozdrav še z moje strani. Letos je torej to prvo srečanje. Mislim, da smo imeli srečno roko pri izbiri filma. Redko kdaj s tako lahkoto pravzaprav se odločimo za zgodbo, ki se mi zdi, da odpira vrsto enih problemov, ki ponuja pravzaprav tudi vrsto enih subtilnih rešitev, ki jih lahko zbrskamo iz same zgodbe. Pa bi mogoče danes kar vi začeli. Bi vas pozval, da pač malo razmislite oziroma poveste, kaj so zdaj tisto neki detajli zgodbe, ki se vam zdi, da bi jih bilo vredno izpostaviti v razmislek samim sebi, pa tudi pravzaprav recimo otrokom, mladostnikom, s katerimi delate. Kdo bi začel? Imamo mikrofon tudi gor na balkonu, imamo tukaj samo roke dvignete. Kdo bo začel? Pozdravljeni. Jaz sem pedagog na področju animacije, pa tudi dosti članke pišem pa tako. Nekoč sem bila tudi vaša učenka, tako da lepo pozdravljeni. Bi sam to, pravkar sem napisala en članek o čustvih v animaciji, ampak sem si izbrala pač neke animacije od mojih dijakov in študentov in sem potem gledala, kako se v bistvu ta čustva izražajo skozi animiran lik. Tako da prej sem pa pisala pač tudi diplomo na slikarstvu, o teh psihologiji v portretnem slikarstvu, pa še pač sem to obravnavala z področja fotografije. In tukaj imamo pač neke več, imamo klele psihologija, ne? Imamo v bistvu psihologijo ustvarjalca, animacija v temu specifična zaradi tega, ker je v bistvu animator oziroma ustvarjalec animacije tisti, ki v bistvu doda celotno psihologijo liku. Pač ne živemu predmetu, objektu vdihne življenje, ne. To je v bistvu tudi definicija animacije po eni strani. Ampak tule je zanimivo gledati, koliko je noter v bistvu ustvarjalca, koliko je noter, tudi lik sam zaživi, pa se kar s tabo začne pogovarjati, ne. Čeprav je čas animiranja precej daljši, kakor pa čas animacije. In to pa, ne vem, tako nekako kar izpuhti malo tako. Ampak na koncu, ko to vidiš, recimo, je pa še odziv gledalca, ki ima pa spet svojo psihologijo, pa tudi svojo zgodbo nosil, pa mora biti ta nek moment med gledalcem pa likom, da v bistvu to zaživi. Se pravi, imamo mi več teh psihologij. In meni je recimo zanimivo tudi to, koliko se lahko naselimo noter, koliko sebe vidimo v likih. Bolj, ko se lahko poistovetiš z likom, ne? Naj si bo to zaradi vsebine ali pa zaradi načina animacije pa vsega, pač, kar je v animaciji. Meni se zdi zanimivo opazovati te pač, koliko je tega, ne. Recimo, tule smo imeli ene mlade prej, kakor so zdaj odšli, takoj, ko je bilo konec. One so se recimo malo norca delale, ne. Je bilo zanimivo opazovati, da v bistvu se očitno tega momenta ni bilo, a ne. Po mojem moraš tudi za določene stvari biti zrel, a ne. Pa si čas vzeti. Pa tudi mogoče moraš imeti neko osebno povezavo z neko stvarjo, drugače, če tega v filmu ni, tega momenta, tega uživljanja, potem pač to ne funkcionira. In problem pri poučevanju animacije, ki ga jaz vidim, je tudi to, da recimo veliko časa nam vzame. Izjemno veliko časa. V Sloveniji pa recimo šolstvo tega ne, pač je težave s tem, a ne. Tako da jaz mislim, da je animacija ena taka stvar, ki nam res ogromno lahko da, mogoče celo več, kakor vse ostale medijski produkti.
Ja, hvala za to opombo. Hvala. Zdaj seveda, ena stvar, ki jo je kolegica povedala, je pravzaprav dimenzija pedagoškega dela, ko pač recimo damo otrokom, mladostnikom v roke neko orodje, recimo nek umetniški jezik, da nekaj pač z njim sporočajo. In to dimenzijo imamo recimo v tem filmu zelo dobro razvidno skozi to idejo benda, ne, v katerem se pač vrstniki povezujejo. Tudi sama režiserka je pravzaprav ta moment v filmu sama vnesla v tisto literarno predlogo. Ne. Skratka, bila je njena ideja, da poskuša razvoj zgodbe ves čas prikazovati skozi spremembo in glasbene forme in pa besedil, ki jih piše ta glavni junak. Drug problem pa je seveda, koliko si lahko za tako umetniško formo pomagamo v tem smislu pravzaprav, da mladostnikom ali pa otrokom omogočimo, da si ogledajo nek tak izdelek in da to iz njih na nek način zvabi pač neko doživljanje ideje, o katerih so pripravljeni govoriti. Ne. Dejstvo je, da pač ja, neka umetnina živi toliko časa, dokler ima gledalce. Oziroma, živa je toliko časa, dokler živi v zavesti odjemalcev umetnine. Ko teh ni več, pravzaprav tudi umetnina več ne deluje. Ne. In to sta pač dva vidika, ki jih velja omeniti. Zdaj, kar se tiče pa same animacije, je pa to z vidika recimo ustvarjanja otrok zelo dolgotrajen proces. Ne. Verjetno bi lahko kolegice tam neki sedijo, ki so se ukvarjali sicer z filmsko animacijo, povedala, ne, se pravi, vsaka sekunda je koliko minimalno slikic, ki jih je treba postaviti in posneti. Kako? Ja, da se malo pospešiti, ampak vendarle. Ne. In zdaj otroke pripraviti, da najprej neko izvirno zgodbo si zamislijo, ne, nek sinopsis, da ustvarijo okolje, da ustvarijo like, ne, potem pa to spraviti v gibanje, to je kar precej dolgotrajen proces. Ampak imamo pač pa tudi druge možnosti podobnega izražanja, kjer do rezultatov pride hitreje in so lahko zelo dobrodošle. Ja, kaj pa glede samih vsebin, ki jih je odpirala ta zgodba? Kaj je tisto nekaj, kar menite, da bi bilo vredno pravzaprav spregovoriti o tem z otroki in mladostniki? Meni se zdi, da je itak očitna tema ta glavna sprejemanje sebe in to pač, če želiš mladostniku pomagati pri tem, ne, takrat, kadar ni sprejet, to ni tako enostavno. Ne. In tu se meni odpira vprašanje, kako z pozicije učitelja. Seveda vrstniki lahko pomagajo, ampak ti kot učitelj ne moreš nasilno, da se ti malo združiti, lahko subtilno z nekimi namigi ali pa kakorkoli že. Ampak to je moje ključno vprašanje, kako nekomu včasih tudi sebi pomaga, da se sprejmeš takega, kot si. To mi je najbolj odprl film. A bi upal kdo iti v to smer pa razmišljati, kaj pa so zdaj recimo znotraj te zgodbe, kakor je predstavljena, kaj so zdaj tisti podporni momenti, ki so prikazani kot potencialne, rečemo temu, možnosti nuditi pomoč ali pa kot dejansko tisto nekaj, kar pomaga temu filmskemu benu, da se nekako izkopa pravzaprav iz te negativne samopodobe. Kaj bi rekel? Na kaj bi opozorili?
Ja, družina mu je bila oporo, ne, zelo v bistvu. Kljub temu, da sta ločena bila, sta bila z njim oba skupaj, sta sodelovala, ne, in potem še partnerka od ta nova od očeta so bili v bistvu tako. Tle je imel močno podporo, ne. Ja, ljubezen. Še kaj? Ja, prijateljstvo, Prijatelji, ja. Mogoče včasih ne razumemo, pa ne opazimo, koliko pritiska imajo tiste dijake pa najstnike. In mogoče rabimo res se ustaviti pa začeti s poslušanjem. Tako, ja, težko, ampak vseeno imamo možnosti, da poslušamo, da sodelujemo, mogoče izven pouka, ko imamo ekskurzije, ko imamo kakšne prireditve. In tako da vsega je polno zdaj. Mi imamo toliko, tudi časovno mi imamo polno. Ampak če poskusimo biti ni tako površne, mogoče se da. Ja, kako so pa učitelji prikazani? Če se zelo pozorno gledajo, vendarle neke nianse razlik so med tem, kako se odzivajo na Bena. Ja, kar. Ja, dober dan. Moram reči, da meni je bilo zelo dragoceno, da sem slišala zdaj, kako to deluje za slepe. Imam slepo učenko in mi je to zdaj zelo dragoceno, da bom lahko prenesla naprej. Kar se tiče učiteljev, ja, meni je ta fenomen zelo zanimiv, predvsem tudi iz slovenskega mladinskega filma, kjer smo učitelji stereotipno prikazani v vseh mladinskih slovenskih filmih kot zelo negativna podpora oziroma ovira v mladostnikovem življenju, kar se mi zdi, da posledično tudi malo vpliva na vse, kar se zdaj v šolstvu dogaja. Tako da tukaj mi je bilo zelo všeč, ker ja, je na en način šola dost prostor, kjer si lahko vrstniki nudijo podporo oziroma izvajajo nasilje, ampak k sreči, ne, zraven tega učitelja telovadbe je bila še učiteljica, ki je spostavila red in ki je bila na pravi strani. Ampak se mi zdi, da zelo lepo pokaže, ne, da se pač te stvari odvijajo med njimi, med vrstniki. Ne, ta vrstniška pomoč podpora se mi je zdela zelo dragocena in tudi ta razširjena družina nekako končno funkcionira, ne, kar ponavadi ne. Tako da tu se mi zdijo ti dobri poudarki, ki so malo drugačni, ne, in tudi na koncu se mi zdi ta zaključek, čeprav ne izgubi kilogramov, ja, se sprejme in zdravim načinom življenja nosi to svojo zgodbo naprej. Ne. Tako da zelo zanimiv film. Ja, Katja, mogoče ti malo pokomentiraš. Eno dimenzijo sicer smo še spustili, pa mogoče bo potem na novo še odprl. Moje smo še marsikaj spustili, pa se bo še odprlo. Meni je bil všeč ta fokus na odsotnosti poslušanja, ker smo vseeno, videli smo fanta, ki ima veliko varovalnih dejavnikov. Ne. Jaz bi izpostavila poleg tega, kar ste vi že povedali, tudi njegov čist tak dispozicijsko gledano veder temperament. On je bil vesel fant, on je živel na polno. Ampak kljub temu, kljub vsem tem varovalnim dejavnikom so se mu na eni točki zadeve grdo zapletle, ne? In tukaj potem, ne, ti varovalni dejavniki, ki ste jih vi izpostavili. Jaz bi mogoče najprej, ne, z vidika prijateljev, ki so bili, ne, ta del se mi je zdel zelo lepo prikazan, pa mogoče malo ne prototipično, ker velikokrat se zgodi, da ko ti postaneš ustrahovan, začenjaš tudi zgubljati prijatelje. Ne. Tu tega vidika nismo videli, to so bili res pravi prijatelji. Ne. In v resnici tudi tega nismo videli, žal se morajo mladostniki v vrstniških skupinah velikokrat malo odločati med tem, koliko bojo ohranili sebe in koliko bodo pač sebe zanikali za to, da bodo nekako pasali v skupino. Beni je v bistvu ves čas kar v veliki meri ohranjal sebe. Ne? Ta vidik je bil tak zelo pozitiven, se mi zdi. Potem pa kar se tiče družine pa virov opore, ne? Na koncu je kot tisto ključno vlogo je odigrala očetova partnerka. Starši so bili podporni, ne? Ampak se mi zdi, da je bilo fino prikazano tudi to,
kako pravzaprav ta čustvena investicija, ki jo imamo kot starši, nas pa včasih malo ovira. Ne? Mama je večkrat rekla, samo da imam tebe, samo da si ti srečen. Njemu je bilo zelo mar za to, da staršev ne prizadene. Ne? In nekdo izven družine pravzaprav ima tukaj malo boljše karte v rokah, ker mu je lahko mar, ampak ne, po drugi strani ni tako zelo ključno oziroma za njegovo samopodobo pomembno, da je otrok v redu, zmore sprejemati tudi kadar ni, ne, ta vidik mogoče je lažji, če nisi tako zelo čustveno upleten. Potem pa seveda veliko je še za komentirati, ne vem, me boš zdaj raje ustavil, pa pustiva še ostale, pa ja. Ja, mogoče vendarle, zdaj smo odprli eno dost zanimivo temo, ne. Kako pravzaprav interpretirate ravno ta položaj nove očetove partnerke kot tiste osebe, pravzaprav, ki odigra najbolj odločilno vlogo? Zakaj? Kaj se vam zdi pravzaprav, da je tisti sprožilec, recimo, ki ga ima ona v rokah, pa ga druge osebe, ne vrstniki, ne starši, ne konec koncev tudi učitelji sami, čeprav so nekateri dobro namerni, niso imeli. Kaj je tisto, kar prevlada? Ker se mi zdi, da je v tem simbolu eno zelo pomembno sporočilo. Ja, kar... Dajte bolj na glas, ker se stvari snemajo. Meni se zdi, da je bila res ključna vloga Sofije, čeprav sa strani prve žene ni bila tako pozitivno prikazana. Pozitivna vloga Sofije je bila pač v tem, ker je bila sama hendikepirana, ne? Ker je bila pač tudi sama invalidka z nogo, ki jo je naredil pač oče od tega fanta. Ne? Tako da mislim, da je ona na lastnih izkušnjah mu to zgodbo gradila in poudarjala vztrajnost. In njena vloga je bila meni ključna, dobesedno. Ja, predvsem je ona prepričljiva v njegovih očeh. Ne? Ona je pravzaprav edina odrasla oseba, ki se mu zdi, da govori pravzaprav iz pozicije, kakršna je njegova lastna. Ne? To v vzgoji zelo pogosto nekako spregledamo. Ne? Da so pogosto ravno tisti, ki so sami ranljivi, ki so sami imeli pač neke slabe izkušnje, lahko izjemno v pomoč nekomu, ki gre skozi podobne zadeve. Ne. Mladi v nekem obdobju zgodnje adolescence nekako pravzaprav tisto paternalistično pozicijo odraslih začnejo malček odmikati samo od sebe. Ne. Pa ni važno, ali je to starš, ali je to učitelj, ali je to nekdo, ki se dela pametnega in pač potem iz neke pozicije vednosti razlaga. Ne. Izjemno pa cenijo seveda nekoga, ki jim pokaže, da je sam šel skozi neko zgodbo, da jo obvlada. Ne. To je tisto, kar je zares prepričljivo. Ne. In tudi, ko razmišljamo recimo o tem, kako v šoli ali pa v vrtcu ali pa oblikovati pravzaprav neke podporne mehanizme, ne pozabiti, da je ravno ta medvrstniško sodelovanje in pomoč lahko pravzaprav izjemno koristna. Ravno z tega vidika. Katja, še kaj dodati? Ja, veliko se mi zdi, da je še za dodati. Tudi že v štartu se mi zdi, da je bilo krasno prikazano, kako posebno je to obdobje mladostništva. Z igrišč te naganjajo, nisi pa še odrasel, ne smeš pa še početi odraslih stvari. Tudi ena taka, kljub temu, ne, da je veliko odraslih je v tej zgodbi bilo podpornih, dobronamernih. Meni je bilo všeč, da starši niso bili prikazani kot idealni, bili so prikazani kot dovolj dobri. Mama ga velikokrat ni slišala. Ne. On je kakšne stvari kak pogovor bi se dalo drugače peljati. Jaz sem se tudi sama tukaj velikokrat zamislila nad tem, kako se jaz kot mama odzivam, natanko tako ali pa še slabše včasih. Ne? In to tudi, kako starši, odrasli nasploh, tudi učitelji, velikokrat neke možnosti navezovanja stikov ali pa možnosti, da bi se nek pogovor razvil,
zapiramo s takimi floskulami, kot je, a te meče puberteta. Ne? Meni se zdi ta izjava nekaj, kar v bistvu diskvalificira resnost nekih stisk, ker te meče puberteta, ne? Ker vse pripišemo temu. Potem tudi ta vidik, ne, ki je tudi, se mi zdi, da za obdobje mladostništva tak tipičen. Ne. Starši svojo skrb velikokrat izražamo skozi skrb, a si jedu. Ne. In ti poslušaš, a si jedu, ne vem, a dovolj ješ, ne. Potem pa začenjaš poslušati tudi, bo treba shujšati. Ne. In ta vidik se mi je zdel tudi tak prototipično prikazan, ko je zdravnica, si tudi dobro namerno seveda, ne, ona je upravljala svojo vlogo, zdravnica mu je povedala, torej debelost tipa 2 ali kako že, in potem je rekla, tukaj imaš, ne vem, letak, tukaj vse piše. Ne. Se mi zdi, da velikokrat mladostnike v stiskah takih in drugačnih po neka priporočila ali pa nasvete pošiljamo, ne vem, na neke vire jih usmerjamo, na neke članke, portale, kar je vse super in fajn, ampak včasih tukaj pač umanjka ta vidik odnosa. Ne. Potem je za pokomentirati še celotna scena medvrstniškega nasilja, ne, ki se mi zdi, da je tudi tak prototipično prikazana, v določenih vidikih pa tudi ne, ker Beni v bistvu ni prototipična žrtev. Beni ima podporo, Beni ima prijatelje, Beni je samozavesten, on se tudi na te situacije odziva v bistvu zelo pogumno, ne? Tak malo, kot da ga ne prizadevajo, kar ni ravno tipičen odziv v takih situacijah. Tudi ne, tisti vidik, ko sooči učitelja, ne, s tem, da odrasli velikokrat za svojim vedenjem v bistvu legitimiziramo neka neravnovesja moči ali pa neke nasilne prakse, mi je bil zelo všeč. Še posebej se mi je zdel pa močen del, kjer Beni, Ben je bil, ne Beni, jaz ga zdaj malo infantiliziram, ne, v bistvu. Ben reče na eni točki, ne, prej so me zafrkavali, ker sem debel, zdaj ko pa hujšam, me pa zafrkavajo še bolj. Ne. Ta del se mi zdi zelo sporočilen z tega vidika, ker mi včasih zelo poskušamo iskati dejavnike za medvrstniško nasilje oziroma razloge za medvrstniško nasilje v tistem, ki ga doživlja. Ne, dogaja se ti zato, ker izstopaš, ker si takšen, ker si drugačen. V bistvu gre pa za skupinski proces, kjer je v resnici tarča nasilja zgolj orodje za nasilneža, ki na ta način pač krepi svojo socialno moč, in če to ni debelost, je pa kaj drugega. Ne? V bistvu karkoli, kar te dela ranljivejšega, te v bistvu postavlja v malenkost bolj nek tvegan položaj, pri čemer je Ben tukaj imel to podporo svojih prijateljev. Ta del je izjemno, se mi zdi, da neprototipičen in izjemno dragocen. Ne? Ampak na eni točki je tudi to ni bilo dovolj, pa ne, je šel skozi eno krizo. Ne? Ja, mogoče razmislimo še, kako se recimo vsaj v šolskem okolju, ker pride do nekih reakcij na tisto nasilje, kako se učitelji odzovejo, ali je to značilen odziv, ali je tudi netipičen. Kaj je reakcija učiteljev, ko upadajo v neko tako nasilno situacijo? To je z vidika recimo ukvarjanja z medvrstniškim nasiljem zelo, zelo pomembna točka, pravzaprav. Odkot začeti, s čim se ukvarjati in tako dalje. Kaj bi rekel? Kaj smo opazili? Se ni tako tipično, ne? Bolj je glas iz ozadja učitelja, ne? Ker upade v sceno, reče, kdo je začel, ne? Je tako. Ne? Se pravi, prva ideja, prvi fokus nam je, kdo je storilec, ne? Da ga bomo dobili, da bomo lahko nekaj z njim počeli, praviloma seveda pomislimo najprej na sankcije, ki sledijo. Ne? Lepo. Eni, po moje, najbolj kompleksnih študij o sistemu pravzaprav ukvarjanja z nasiljem Filipa Zimbarda, ne? On pravi, ukvarjamo se z storilcem kot z gnilim jabolkom. Ne?
Se pravi, gnilo jabolko je treba čim prej opaziti in izločiti iz skupine, zato da ne bo gniloba šla na celo drugo skupino. Ne. In to je izvirni greh večine, recimo teh začetnih pedagoških reakcij, na katero padamo. Ne. Malo še kaj. Kaj bi naredili drugače lahko? Kaj zdaj tukaj je tisto nekaj, kar je vredno, pravzaprav pa neke bolj sistematične obravnave. Zadnje smo danes v situaciji, ko nas dnevno mediji bombardirajo pravzaprav z nekimi zelo grobimi oblikami, recimo pojavljanja nasilja. In zdi se kot tudi, da nam sugerirajo nek način odzivanja, za katerega sem jaz globoko prepričan, da je skrajno problematičen. Meni se je zdel dober opomnik za nas pedagoge ta del, ko je on vzel vlogo klovna v skupini, čist kot nek beg, ne? Kot se jim ni prizadelo, ampak se mi zdi, da se to dostkrat pokaže v šolah, kako so ti otroci, ki imajo v bistvu slabo samopodobo, kako se ven mečejo, kako ne vem, iz sebe delajo norca v bistvu na nekem drugem področju, čeprav so zares nekje ranjeni. Ne? In se mi zdi to kot dober opomnik za nas, da ko greš v razred, ko vidiš nekega tega klovna, da poskušaš najti ta drugi zorni kot, pa ga ne šikanirati za to, ampak nekako na nek drug način. No, ta se mi je zdel tak. Ja, v situaciji recimo tega klovna kot žrtve, ne, smo prišli zdaj do tistega drugega pola, recimo, s tem se moramo resno ukvarjati. Tudi če je bil nekdo moteč, ne, pravzaprav, kaj se dogaja z njim, ne, kaj se dogaja z njim v tej situaciji, seveda, če gre za neke zelo hude oblike nasilja, bomo najprej pomislili na to, da žrtev zaščitimo, ampak potem se bomo pa ukvarjali samo še s storilcem. Ne. To ste dobro upozorili, seveda, da je tudi tisti, ki se pojavlja v vlogi žrtve, vreden pravzaprav naše pozornosti, razmišljanja, kaj lahko naredimo. Ne. In potem imamo tu še tretji vidik, ki je bil v tej situaciji na filmu prikazan manj problematičen, praviloma pravzaprav pa je odločilen. Kako? Debelosti kot besede sploh klele nismo uporabili. Recimo pa je meni pomemben, ali srečno ali nesrečno je kle v tem filmu ravno debelost izpostavljena in potem tisto sprejemanje samega sebe. Ampak mogoče to ni ravno tisto, ki bi kar pristal, ok, debel sem in se bom sprejel, ker debelost pri mladostnike, ki jih pri otrocih napoveduje debelost v odraslosti in debelost v odraslosti, to je bolezen, to ni kar nekaj in v šolah tudi beseda debelost je še vedno v naši družbi kot ena zmerljivka, ampak to je bolezen. Recimo jaz kot svetovalna delavka so učitelji prihajali k meni še takrat, ko so bili sistematični pregledi in je zdravnica učitelju rekla, ne vem, to sporočilo, ki ga je tukaj zdravnica, prenesejo staršem glede teže otrok. Učitelji tega niso zmogli, ker jim je bilo težko povedati, da je enemu staršu, da je njihov otrok debel, in so zdaj najbolj veseli, ker tudi naši otroci dobijo zdaj pošto na dom in jim tega ni treba. In mi je zanimivo, da tudi mi kot pedagogi tukaj tega nismo izpostavili, ampak imamo to. Ne vem, včeraj je ena mama klicala, ker se moramo stično zmeniti, hujšanje, ne vem, zdrav način življenja za mladostnika. In dejstvo je, da so naši otroci skozi bolj debeli in da so gibalno manj spretni in da to potegne malo morje enih težav. Mi je fino, da je nekako jaz pred 40 leti, ko sem hodila v osnovno šolo, mi smo imeli s to telesno samopodobo, se mi zdi precej več težav, kot jo imajo najstniki zdaj, hvala Bogu.
po eni strani Instagram in ne vem, kakšna je podoba, hkrati pa jaz vidim, da punce precej bolj sprejemajo, večina, seveda ne vse, razvijajoče se telo in tako, in je tega zasmehovanja glede debelosti nasplošno precej manj, ne glede na to, da so otroci skozi močnejši, ker si dejansko so, ampak se mi zdi, da je to resen problem, ki ga v šolah tudi, mislim, tudi, kot sem rekla, težko že, debelost je bolezen, nam je pa to žaljivka. In fino, treba si sam sebe sprejeti, ampak tudi takrat, ko si premočen, absolutno, in krepiti otroke in vse, ampak hkrati delati z družino in delati vsi skupaj na zdravem načinu življenja, ker ga na koncu sicer malo nakaže, hkrati pa kako že napolno pa sladko je ne vem kaj, a ne, sladko ni okej. To ni treba biti zdravnik, ampak... Ta vidik se meni zdaj zelo fajn prikazan v smislu tega, da prvič, da gre po eni strani pri debelosti seveda za neke psihološke mehanizme. On je jedel, ko je bil v stiski, on je pravzaprav tudi bil stalno, tako kot je marsikateri otrok, tako kot sem prej rekla, mi stalno preverjamo, a si lačen, a si dovolj pojedel. Na začetku je tudi bil tisti prizor, ko je on ko je hranil tega domačega ljubljenčka, opico ali kaj je bila. Je v bistvu, on je njemu rekel, ne vem, kaj je že rekel, nekaj poreden si ne ješ ali nekaj takega je bilo. Se mi je zdelo zelo pomenljivo, ker to je v bistvu to, kar otroci poslušajo velikokrat. Poleg tega se mi je pa zdel pri debelosti zelo fajn prikazan ta družbeni vidik. Mi po eni strani opozarjamo otroke, da so predebeli, po drugi strani zdaj na tej šoli so imeli avtomate z sladkarijami, tega pri nas, kolikor vem, na srečo ni, ni jih, so v osnovnih šolah. Ne, v srednjih pa so, ne? Ja. Skratka, ta vidik potem, v bistvu sladkarije so bile vse povsod. Vse sladkarije imamo na blagajni pred, ko čakaš v vrsti, zamotiti malo, pa vzameš še sladkarijo. Poleg tega se mi je pa zdel tudi zelo fajn prikazan ta vidik, s katerim se mi tudi v javnih debatah veliko ukvarjamo. Kar si izpostavlja Maša, otroci se premalo gibajo, ampak mi bi to reševali seveda po eni strani z več urami športa, pa se mi zdi, da je bilo tu zelo fajn prikazano, kako sam več ur športa pač ne bo delovalo. Če šport pomeni v bistvu nekaj, kar te samo še dodatno sooča s tem, da ne zmoreš in boš pač naredil vse, da se boš izognil temu športu. Mogoče še jaz dopolnim, ker smo prav na to temo debelosti pa prikaza debelosti v filmih imeli en pogovor zanimiv na festivalu Cinekit. Različni filmski vzgojitelji je nekako delati, tudi bilo je predstavljeno, kako filmi ponovadi prikazujejo, koliko je še vedno ta stereotipizacija likov, ki so suhi, presuhi in tako, in kako potem vstop nek tak lik, kot je tak močen. Ampak, da ne grem preširoko, tisto, kar mi je bilo zanimivo pri tem filmu in se pa uspe uspešno izogniti, je pa, da ne povezuje debelosti z drugimi lastnostmi. Zelo velikokrat kažemo debelost ali dobrodušni ljudje, ki so pač stari, pa dobrodušne, ne vem, te varuhinje, ali pa so zlobni, ogromni, ali pa so nemarni in leni. Zelo veliko teh slabšalnih stvari prilepimo na to, da je nekdo okrogu. Se mi zdi, da v tem filmu pa se temu izogne in je ta fant debel, ampak je kljub temu močen kot osebnost, kljub temu je vesel, kljub temu je sposoben, kljub temu ima prijatelje, celo punci je všeč, čeprav ne kot fant, ampak kot prijatelj, tako da uspe to stigmo mečkano obrniti, zaradi kjer je tudi veliko močnih otrok trpi. Oni so predebeli, ampak to nič več kot to ne govori o njih, o njihovih osebnostnih lastnostih. To mi je bilo recimo zanimivo. Ja, bila mi je pa kar precej provokativna prejšnja izjava, da se mladi danes v bistvu lažje nekako sprejmejo svojo samopodobo, kot je bilo to nekoč. Ne vem, imate vsi tako mnenje, ali vendarle pravzaprav je mogoče danes zadeva
celo bolj kot nekoč vezana na to, da je ta zunanja podoba, ta zunanji imič, ki ga kažemo, pravzaprav garant uspeha in da je to ukvarjanje pravzaprav z to podobo zelo, zelo obremenilno, no? Še posebej za tiste, ki malček ven štrlijo iz teh estetskih standardov, kakršni se pač pojavljajo. Ja. Jaz bi mogoče samo pokomentirala, meni se debelost ne zdi bolezen, to je pač neko stanje in bolezen je mogoče posledica potem, ne, pa sladkorna, pa visok krvni tlak, pa tako, ampak jaz bi se vrnila na tisto starši kot varovalni dejavnik. Kadar je otrok debel, jaz vidim krivdo v starših, ne, sej lahko, najverjetneje je to nenamerno, ne, ampak zdrav način življenja ti predajo starši, ne, in okolica, ki te vzgaja. In zdaj, on je šel na dieto, starši pa so se mastili zraven pri kosilu. Pač ni glih varovalni dejavnik, pa spodbujanje, pa tako jaz besedo, ampak ta del je mene zelo, zelo zmotil, ker temu fantu je bilo zelo težko in potem, da on tam gleda, kako oni zraven je, mislim, ni glih dolgoročno zagotovo ne, no. Potem tale deklica, ki mu je bila všeč, ta je pa v realnosti mogoče bila idealistično prikazana, ne, velikrat se zgodi, da mogoče tazga fanta to dekle ne bi opazilo ali pa bi imelo še kakšno pripombo skupaj z bratoma ali pa kaj takega, ne. In meni se zdi, da mi kot pedagogi, da ne vem, da je naša vloga mogoče tukaj, da odpiramo te teme v razredih, na razrednih urah, da spregovorimo tudi individualno z osebami, kot je ta deklica, ne samo s tem fantom, tudi seveda, ampak tako, da se jih opolnomoči tudi z druge strani, z okolice, starši. Jaz vem, da če imam take učence, jih bom vsaj 2-krat na leto zagotovo povabila na individualne govorilne ure in odprla to temo. In vem, da do zdaj, kadar sem imela, razčistimo, da gena za debelost ni, ne, da so navade, da je prehrana in da je poraba energije in da more to štimati in potem to razlagamo, ne. In se mi zdi, da kjer so otroci predebeli, je doma zgrešeno mišljenje. Pa niso slabi nameni, samo pač mečkan znanja manjka, pa mečkan volje, a ne, pa ko to povežemo, pa se mi zdi, da je tlele prvo delo starši, potem pa pač vse okrog. Ja. Jaz bi pa vas zdaj vprašala, kaj pa je zdrav način življenja, zakaj ne bi smeli jesti kožlaže pa polente, ali kaj so jedli ostali člani? Kako? Ja, ne vem, meni je bil pa film dober zato, ker je razbija stereotipe in tudi to, kar ste vi govorili, kaj je tipično za žrtev, pa za debelost, pa za ono. Pravzaprav je to bil zame skozi te animacijo najbolj tak realen film. Brez pretiravanja, daje ti možnost za skepso, kaj je prav, kaj je narobe. Vse njegova družina je bila čisto v redu. Jaz ne vidim tukaj, da so bili oni nezdravi. Pa kaj bi morali zdaj starši narediti, da bo en otrok, ki se nažira vsake toliko časa predebel. Mislim, malo geni, malo stiska, ampak to je vse realnost. Hvala. Prav tako z vrstniškim nasiljem. Pa se to je vse normalno. Zmer smo se zbotali, ali pa so se. Problem v šoli je, da vedno res išče krivca. Moj primer pa je, da ko sem jaz pa se na žrtvino stran poglobila, kaj je s takim motečim učencem narobe, sem dobila pod staršev po glavi, da ga diskriminiram, ker je moral povedati, kaj je vzrok za njegovo, ne vem, početje več časa, dalj časa. Tako da to je vse realnost. Debeli, suhi, tudi te suhi so
pravzaprav problematični, so bolni, ne? Hecam se. No, kadar govorimo o nekih situacijah, kjer pride do konfliktov, ni važno zaradi česa, ne, je praviloma pravzaprav v instituciji, kot je šola, ne, vrsta pravzaprav tistih pojmanih bystanderjev, opazovalcev, ne, tista večina, ki je, hočeš nočeš, vedno so udeležena pravzaprav v sami situaciji. Ne. Zdaj, tukaj v filmu niti niso bili tako zelo značilno prikazani, ne. Ampak od odzivov te večine je pravzaprav odvisno, ali bo taki, ki vrši pritiske, ne, ali pa ki je nasilen, dobil od njih potrditev ali pravzaprav zavrnitev. Ali se bo žrtev počutila nekoliko bolj varno ali pa še bolj ogroženo. Ne. In večina pravzaprav nasilnih dejanj se ne odvija danes več tako samo 1 na 1, pa nobene kamere, pa nobene priče. Ne. To je včasih mogoče bilo bolj značilno. Ne. Včasih smo brali pravzaprav v literaturi, ja, da se pač nasilje seli v tiste temne hodnike, ne, kjer pravzaprav odrasli ne morejo zadev nadzirati. Danes temu ni tako, ne. Danes so povsod očesa, so povsod celo kamere, je povsod neko, ne, spremljanje, snemanje, deljenje pač teh situacij. Ne. Kako se ukvarjati z to tretjo stranjo? Ali je to pedagoška naloga? Ali smo res tukaj samo zato, da damo storilca in žrtev narazen, enega kaznujemo, drugega pa pošljemo na svetovalni pogovor, da ga malo bodrimo, da ni tako hudo. Da sem namenoma pravzaprav karikiral. Kaj bi rekel na to temo? V enem momentu, takrat, ko storilec, ko se soočita pred učiteljem telovadbe storilec in žrtev, pa je zraven bil sicer opazovalec, ki je podal svoj uvid, ampak ni bil slišan. Je bil tak zanimiv, tak shift se je zgodil. In se mi zdi, da se to pogosto zgodi, da, po mojem zelo pogosta zgodba, da opazovalec ne naredi nič, ampak samo opazuje ali pa mogoče še snema zraven, pa se ne odzove. Če pa se, je pa vprašanje, koliko ga slišimo ravno zaradi tega, ker se bolj ukvarjamo z soočenjem žrtve pa storilca. Se mi je zdal to tak moment, no, ko bi ga bilo tudi vredno ustaviti z vidika odziva učitelja. Pa še en vidik se mi je zdaj zanimiv, že prej bi se vprašal za če vsi mislimo, da se vseeno sprejemajo otroci taki, kot so, oziroma mladostniki, pa jaz bi tu kar malo bila, ne bi rekla ja, ampak glede na to, da pa tudi ni sam debelost tista, ampak na drugi strani tudi anoreksija, se pravi ta drugi del, ki se kaže, pa je v porastu, da vendarle ne vrš temu ni čisto tako. Zdi se jim pa tudi tu spet, tudi zdaj, tu, ko smo rekli ta vidik družine, pa vsi so jedli, pa oni, ampak se mi zdi, da je tudi to spet ta pomen biti potrjen strani drugega, tudi tisto, kar se tu recimo v tem delu, se mi ni problem, pokaže kot pomembno takrat, ko jaz čutim potrjeno strani drugega, recimo v tem primeru te punce ali pa tudi te vključenosti, ki je pač čutil, je lažje nebrž pol zdržati tudi v enih drugih situacijah, ki jih pol v bistvu drugotno predpoznaš, kot da bi nekaj spremenil. Se pravi, ni fokus debelost pa jaz kot tisti, ki se tako doživljam, ampak koliko jemlješ vase, pa koliko zmoreš ostati z drugim, zato ker si pač tudi drugih potrjen, pa sprejet. No, se mi zdi, da tu je en tak pojem del, ki je bil tudi tu pokazano mogoče. Ja, mogoče, če malo pojasnim, pravzaprav generalno ta pomen obstoja takšnega ali drugačnega teh, ki situacijo spremljajo, opazujejo, pa nekaj naredijo ali nič ne naredijo. Ne. Eni od ključnih, recimo,
raziskav, na katere se je tudi prej omenjeni Zimbardo skliceval, s tem, ko je pač postavil to svojo sistemsko teorijo nasilja, so bile raziskave Filipa Zimbarda, oziroma Stanleya Milgrama, ki so pokazali, da recimo, če v neki situaciji nas pravzaprav situacija pelje v smeri nekih problematičnih ravnanj, enostavno, da se od nas zahteva, da počnemo nekaj, kar je celo lahko v nasprotju z našimi moralnimi načeli in prepričanji, ampak enostavno se zanesemo na to, da tisti, ki nekaj od nas pričakuje, terja, že ve, zakaj je temu tako. Če smo v taki situaciji sami, ena na ena, bo odstotek tistih, ki preprosto sledijo takim pričakovanjem družbenim, izjemno velik. Izjemno velik. Če se pa v skupini en sam najde, in to so eksperimentalno preverjali, en sam najde, ki začne pravzaprav na glas se upirati, na glas razmišljati, to se pa vendarle ne bi smeli delati, se bo odstotek tistih, ki bodo odrekli poslušnost, enormno zvečal. Enormno zvečal. In zdaj mi imamo danes situacijo, recimo, ki je postalo modno, da se konflikti pravzaprav širijo preko videoposnetkov. Da se na nek način afirmira to, da si bil nekje zraven in da to pokažeš s tem, da pač te brutalnosti prikazuješ navzven in od tega je odvisno tudi, da boš ti potrjen, ker boš imel veliko ogledov, všečkov in tako dalje in tako dalje. Vidimo pravzaprav, da se nasilje multiplicirajo pravzaprav ti opazovalci. Danes celo uradni opazovalci. Imamo celo zelo pogoste prakse, ko celo državni mediji, ko poročajo o nekih nasilnih dogodkih, sami še naprej vrtijo te brutalne posnetke, kar je seveda popolnoma nesprejemljivo. In mi kot pedagogi pravzaprav se ne zavedamo, da se pravzaprav pogosto na prvo žogo s pomembno vlogo teh opazovalcev niti v glavi ne ukvarjamo, kaj šele, da bi razmislili pravzaprav, kako to početi recimo v oddelku, v neki skupini, za katero smo zadolženi in tako dalje. Ja. Tukaj se mi zdi, da smo spet pedagogi v enem takem zelo tradicionalnem okviru pričakovanja. Recimo, smo imeli zadnjo situacijo, ko so si vlamljali v omarice. In sem kaznovala vse, ki so bili tam. Ne samo fizične storilce. Ravno z te logike. Bil si tam, nisi skušal tega preprečiti. A je kdo skušal v skupini reči, to se ne dela, tega ne bomo delali. In otroci so to sprejeli in vsi smo imeli potem, smo čistili okolico šole in tako, in vsi smo bili s tem pomirjeni, dokler se niso oglasili starši. In so mene, seveda, sem morala jim pojasnjevati razloge, zakaj sem se jaz kot razrednik tako odločila, in kaznovala otroka, ki tega sploh ni naredil. In s tem, ko sem rekla, bil je zraven in ni nič naredil v drugo smer, v redu, so pač na nek način morali to sprejeti, ampak zelo težko. Tako da se mi zdi, da je miselnost v družbi trenutno taka. Sej naš je bil sem zraven. Ja, ne. To je pač nekaj, kar se mi zdi, moramo malo razbijati. Ja, bil je zraven in ni bil na strani pozitivnega odločanja. In seveda to, da se snema in da to ni nič, mislim, to bi morali, se mi zdi, imeti neke jasne okvire. Ja, seveda, če dam nek generalen odgovor na to opisano situacijo, pač če ste kot pedagog zadolženi za dobrobit otroka in ugotovite, da njegovi starši pravzaprav delujejo v nasprotju s to dobrobitjo, je pač to del vaše odgovornosti, da se tudi starši ukvarjate. Tako. Če tega ne zmorete, potem morate iti v kakšno drugo službo, jaz to rad rečem. Žal, zgovarjati se na pritiske staršev, ko pristanemo na to, da delamo nekaj, kar je v tem temeljnem strokovnem smislu napačno, je preprosto neopravičljivo.
Mislim, reč ne bežimo. Ne? Mislim, da ti, ki imamo EMŠO tam iz ne vem katerega 60 let, ostajamo. Ne? Ampak če zdaj pogledamo, zelo mislim, vidim, hvala Bogu, nekaj mladih obrazov, ne? Ampak enostavno se mi zdi, da so to neke kompetence, ki jih seveda pridobiš z leti in seveda sem stala za svojo odločitvijo. Ne? Jaz osebno tega ne doživljam kot problem, ampak vidim, da moraš imeti kilometrino, da to zmoreš. In mladi, ki prihajajo, se mi zdi, da so toliko težjem položaju. Ne? Jaz sem zdaj starejša od staršev svojih otrok, mislim, imam pač tudi neko kilometrino, ampak kaj pa tisti mladi, ne? Ki učitelji, ki pridajo in ki v dobri veri, se mi zdi, imajo ene te stvari zelo postavljene. Njim je toliko teže in seveda, ja, vse smo podporni učitelji, pa vse, ampak po eni strani se mi zdi, da toliko omnipotentni nismo, ne? Kot bi si radi naložili. Ali pa kot nam nalaga, ne vem, kdo. Ja, glede na to, da je to ta hip pravzaprav ena od najbolj medijsko izpostavljenih tem, bi mogoče še Katjo pozval, ti si vendarle sodelovala pri nastajanju tega projekta Odpikajmo nasilje, ki se mi zdi pravzaprav pa res, kar se tiče medijev, v zadnjem dolgem času eden redkih res kakovostno pripravljenih projektov z nekimi enostavnimi, ampak zelo pomembnimi poudarki. Pa ne nazadnje tudi vse te debate, ki so bile pač preko različnih medijev potem predvajane, so vsaj meni pokazali, da pogosto mladostniki bolj zrelo in kompetentno razmišljajo o teh za njih težkih situacijah kot odrasli. Ja, hvala, Robi, da si izpostavil ta projekt, ker jaz ti po pravici povem, da sem v luči nedavnih medijskih obravnav medvrstniškega nasilja že kar malo pozabila na njega. Se mi zdi, pa upam, da se motim, no, kot da gremo v ozaveščanju tukaj en korak naprej, pa 10 korakov nazaj, pa mogoče spet korak naprej, pa potem se spet nekaj zgodi, pa se mi zdi, da poslušamo vedno znova, ne, od odraslih, ko se take stvari dogajajo, kot se je zdaj ta nedavni ptujski primer. Kako je zdaj fajn, ko imamo vse posneto, ker vemo, kaj se je zgodilo, ne? Kar je pač tudi ta film nam zelo lepo odslikava, kako zelo zgrešeno je to prepričanje. Kar se tiče projekta Odpikajmo nasilje, je v bistvu po moje njegova moč ravno v tem, da nagovarja opazovalce in to ne samo otroke in mladostnike, ki imajo seveda pomembno vlogo tukaj in jim je pomembno sporočati, da so soodgovorni, obenem je pa lahko zelo licemersko otrokom sporočati, postavi se za žrtev, ustavi ga in tako naprej. Otroci vedno znova sporočajo, da oni to bi. Oni v resnici zasebno, večina mladostnikov, večina otrok ne odobrava nasilja, ampak oni to lahko naredijo, samo kadar je to v neki skupini norma, ki jo vzdržujejo odrasli. In odrasli imamo tukaj izjemno pomembno vlogo, da jim pomagamo vesti se na konstruktivni način. To se mi zdi, da je tako lušno ubesedeno v tej pesmi, ne vem, če ste jo slišali, od Leopolda I., ki je nastala v okviru tega projekta. Ne? Otrokom moramo pomagati pri tem, da so, kaj že, zvonec, ki ki prekine spraševanje, ne vem, sonce, ki prežene grde sanje. Skratka, opazovalce nagovarja ta projekt, jih v bistvu malenkost opolnomoča v tem, kaj lahko naredimo, jih v bistvu informira v tem, kako pomembno vlogo imajo. In nagovarja v veliki meri tudi odrasle. No? Se mi zdi, da je ciljal na učitelje, na starše, ker brez naše podpore otroci bodo tukaj težko sami kos temu. Ne? Se mi zdi, da jih kar malo kot ene kamikaze včasih pošiljamo, ja, ustavi, reci ne, pa pozabljamo prvič, ne, da so stari 11, 12, 13, kolikor že pač, kot je status v skupini izjemno pomemben, in drugič pozabljamo, kako odrasli velikokrat v takih istih zgodbah pogrnemo na celi črti. Ko vemo, da bi bilo nekaj prav narediti, da bi se bilo prav javno postaviti za nekoga, pa tega pač ne naredimo. Ne? Ja, še kakšen komentar? Verjetno ste kaj v te akcije zasledili.
Ja, jaz bi tudi rekla, da starši ali pa odrasli dajemo zelo dvolične informacije. Po eni strani vsi obsojamo nasilje in govorimo, kako to ni prav in kako se tega ne bi smelo početi, ampak ko pa pride do kakšne konkretne situacije, recimo sploh všeč mi je, da se naslavlja, dajmo se pogovarjati s tem otrokom, z otroci, s svojimi otroci, seveda, ampak jaz sem prepričana, da marsikateri starš se doma pogovarja s svojim otrokom in reče, da se to ne sme početi. Ko pa pride do situacije, ko je pa on izvajalec nasilja, njegov otrok, so pa starši zelo hitro, smo odrasli, zelo hitro v poziciji, ne, moj pa že ni tak. In tukaj jaz vidim mogoče to težavo, da se po eni strani vsi govorimo, da se tega ne sme početi, po drugi strani pa vedno ali pa zelo pogosto najdemo neko izjemo, ko pa v resnici toleriramo v neki situaciji. In dvojna sporočila dajemo pogosto. No? Čeprav v tem je eno zrno resnice. Ne? Zelo redko, kdaj boste v realni situaciji, če se boste zelo poglobili, prišli do ocene, da je nekdo res samo in edino storilec. Ne? Tisti, ki so najbolj nasilni, so pogosto pravzaprav na nek način, je to posledica nekih njihovih lastnih stisk in travm, ne? Kar seveda v ničemer ne zmanjša težo in ne upravičuje, da je tisto ravnanje, ki so ga storili, potrebno označiti kot nedopustno. Ne. Zmanjšuje pa neko drugo težo. Ne, da ko govorimo o otrokih, mladostnikih, s tako lahkotnostjo razmišljamo približno tako kot pri odraslih, ja, če smo mu dokazali, da je to pa to naredil, potem bo kaznovan, ne, tako kot se šika, ker je to edino sporočilo, ki ga lahko damo, da nasilje ni okej. Če nasilnemu dejanju ne sledi kazen, to avtomatično pomeni, da mi nasilno dejanje toleriramo. Jaz bi tukaj te še samo malo nadgradila, ker se mi zdi super izhodišče, ne, tako kot smo videli tukaj v filmu. Ne, učitelj je napačno identificiral, kaj se dogaja. Ne. Ta učitelj je bil sicer prikazan kot problematičen, kot v bistvu tudi izvor problema, ampak odrasli velikokrat, ko vidimo en delček dogajanja, pač ne moremo oceniti, kaj se dogaja. In ravno v luči tega je potem to kaznovanje nekaj, kjer pač brcnemo v temo velikokrat in ta del se mi zdi še najbolj problematičen ravno zato, ker s tem, ko se mi kot odrasli odzivamo na kaznovalen način, pa še poglabljamo neravnovesje moči, otrokom sporočamo, da nimamo pojma, kaj se dogaja. In s tem zmanjšujemo, s tem še poglabljamo to vrzel med svetom odraslih in svetom mladostnikov, ki je v obdobju mladostništva itak, ne, jasno je, da nam začenjajo zapirati vrata v svoje odnose, ampak se mi zdi zelo pomembno, da zmoremo odrasli vsaj malo ta vrata priprta ohranjati. Ne. In ko pa se izkažemo, kot da nimamo pojma, nam pa zelo putnejo vrata in nam ne povejo ničesar več, že itak se medvrstniško nasilje dogaja v kontekstih, kjer mi praktično ne moremo zares vedeti, kaj se dogaja in smo odvisni od tega, kar nam povejo. Če se ne izkažemo kot vredni zaupanja, nam pač ne bodo povedali ničesar in bodo zarotniško tiho, kolektivno bodo tiho, ker je itak sam še slabše, če se vplete starš, učitelj, kdorkoli že pač. Ne? Ja, glede na to, da se bomo morali počasi zaključevati, mogoče bi še na eno ali dve zadeve upozoril. Zdaj v filmu je prikazan en dokaj običajen, rečemo temu, potek odraščanja in običajne situacije, ki pripeljajo mladostnike, mladostnice pravzaprav v hude stiske. Lahko govorimo o resnih duševnih stiskah, konec koncev zaljubljenost v nekoga, ki pač podobnega sentimenta ne vrača, je lahko za nekoga pravzaprav v nekih tragičnih okoliščinah celo sprožilec samomorilnih misli in tako dalje. Ena z vidika odraslih pogosto nedolžna situacija je lahko skrajno resna. Ne. Isto velja seveda za
za problem, ki smo ga prej odpirali, ne, pretiranje teže ali debelosti ali karkoli podobnega. Ne. In zdaj seveda te stiske so lahko zelo obremenilne, lahko pa so motor razvoja. Jaz svojim študentom vedno znova govorim, tam, kjer ni konfliktov, tam, kjer ni nekih frustracij, tam ni osebnostnega razvoja. Ne bežati iz konfliktov, ampak dajmo se jih naučiti identificirati in najti načine, kako jih rešujemo. Ne. Zdaj, glede na to, da je za ta film in njegovo rabo v pedagoške namene pripravljamo tudi pedagoško gradivo, ne, ki ga dobite na spletu, tisti, ki ne veste, na spletni strani Kina Dvor, bi opozoril, da avtorica tega gradiva omenja kot eno obliko nudenja pomoči, recimo mladostnikov v taki stiski, vedenjsko aktivacijo. Pa sem Katjo naprej prosil, da mogoče par besed spregovori o tej metodi, tem pristopu, ki je lahko zelo dobrodošlo, da ga poznate, če bo prilika, da ga je vredno uporabiti. Ja, fajn je to vedeti, ni pa tako zelo preprosto. Ne? Ja, zdaj, kadar smo zelo se to izkušnjo imamo vsi, kadar smo globoko nekje v nekih svojih depresivnih doživljanjih, so naše misli, naše čustva, naše vedenje, ne, je vse zelo prepleteno. In mi v takih situacijah velikokrat poskušamo nekoga, ne vem, razvedriti, vplivati na kognicijo v smislu, saj bo v redu, ne smeš tako razmišljati. Ampak ključno je, da ta začaran krog povezanosti med čustvi, vedenjem in mislimi nekako prekinemo in včasih je to najlažje narediti z vedenjem. Nekomu, tako kot je rekla Sofija tukaj, razumela je, da mu je težko, razumela je, da zdaj ne bo z nekim pristnim navdušenjem prišel iz sobe, da to ne pomeni, da je boljše, ampak dal je vsaj priložnost. In včasih ta delček pomaga, da otroku, mladostniku, ki je v stiski, rečemo, razumem, da ti je težko, razumem, da ti je grozno, poskusi, ne vem, kaj pa vem, s prehodom, z športom, z tem, da nekaj narediš, ker bo mogoče potem lažje. Mogoče pa tudi ne bo, pa bova razmišljala potem o tem, kaj narediti naslednje. Ne? Ampak nekje je ta krog treba prekiniti in včasih gre z vedenjem najlažje. Ne? Tem je catch. Ja, sploh, ko se znajdemo zaradi stiske v neki pasivnem položaju, ko pravzaprav kakšne akcije ne v eno, ne v drugo smer sploh ni videti. In če se ta pasivni položaj podaljšuje, pravzaprav postane situacija neznosna. To je najbolj značilno recimo za depresijo, ki te pripelje do tiste točke, da niti iz postelje ne moreš več ostati. Tako da, ja, mislim, kaj taka velja pravzaprav malo imeti v mislih, takrat, ko razmišljamo, kako v enih bolj kritičnih situacijah nekomu pomagati, da se izkoplje iz stiske. Ja, ker bomo počasi zaključovali še eno tako situacijo, še nek tak vidik imam ves čas v mislih od vsega začetka, pa ker nismo čisto do njega prišli. Smo se ga že skoraj dotaknili, pa vendarle sem ga prehranil namenoma za konec. Prej smo rekli, da je režiserka samo iniciativno v zgodbo, ki jo je potem pretvorila v filmsko zgodbo, vključila idejo tega, da neki prijatelj ima bend in da ustvarjajo pač neko glasbo, ki jo seveda lahko ustvarjajo samo na način, da tisto, kar se njim dogaja, pretvarjajo pravzaprav v neka sporočila. To, da razviješ pač kakršnokoli obliko izražanja, je pravzaprav eden od ključnih varovalnih dejavnikov. In spodbujati otroka, mladostnika, da razvije nek način, da tisto, kar doživlja, lahko da iz sebe.
Ne, da se izpoveduje na odrasel način, ampak da enostavno to pretvori pravzaprav v eno tako sporočilo, ima neverjetno zdravilne učinke. Ne, mi vemo iz sveta recimo odraslih umetnikov, da se tu pojavi pravzaprav neka zmožnost samozdravljenja oziroma avtokatarze, ne, ker pojem katarza je bil pravzaprav, ko je nastal rezerviran za učinek, ki ga ima umetnina na gledalca, ne, ker mu predstavi nek problem, ki se tudi v njem odvija, ne, in na tak način pravzaprav potegne iz gledalcev pravzaprav neke stiske, o katerih ne morejo ne govoriti, niti jih pravzaprav neposredno doživljati. Ne. Ampak kasneje se je izkazalo pravzaprav, da je najbolj katarzična oblika delovanja ta, da sami najdemo jezik, s katerim se izražamo. Ni važno, kakšen je. Ne. Tako da, glede na to, da smo se sicer že dotaknili tega, da ne pripisujemo lahko eni taki umetnosti velik potencial, glede na to, da je Katja že omenjala, da je vendarle Ben pokazan pač kot nek mladostnik z dobrimi kapacitetami, ne, bi posebej izpostavil še ta vidik. Veste, spodbujanja takega osebnega izražanja danes, to smo kar prešprica, pozabili. V vrtcih in šolah sploh ni več. Praktično se ne pišejo več neki prosti spisi, neki doživljajski zapisi. Ne vzamemo si časa, da bi se pogovarjali recimo o prebrani literaturi, da bi si po ogledu neke predstave vzeli čas, ne, za pogovor, kaj se je tam dogajalo in kaj bi to lahko posamezniku pomenilo, ne na način, da mi razlagamo, ampak na način, da otrokom, mladostnikom pokažemo, da želimo pravzaprav slišati od njih, kaj je tisto, kar njih zadeva, in da si spodbudimo pravzaprav, da si med sabo tudi delijo te zgodbe. Ne. Ker pomembno pravzaprav pri tem je, da ne samo, da ti govoriš, ampak da te nekdo posluša. Ne. In ko dobiš občutek, da si slišan, takrat slišiš tudi samega sebe mnogo bolje, ne, kot če se to dogaja v neki osami. Ne. Tako da apeliram pravzaprav na vse tiste, ki prihajate na take dogodke in očitno ste to taki, ki verjamete, da je neko tako delo z vsebinami, kot je film, pa tudi gledališče, glasba ali karkoli, tudi za našo osebnostno rast koristno, da se vsi skupaj potrudimo, da pravzaprav ta vidik, ne, spodbujanja tega, da se o teh izkušnjah, o tem doživljanju dejansko lahko tudi v šoli pogovarjamo, da izrazito podpremo. Ja. To ni praviloma nekaj, kar lahko vodi potem k neki objektivno podani oceni, kdo je bolj pametno povedal ali pa bolj pametno analiziral nek dogodek. Ne. To ni tisto, za kar se dajo ocene. Ne. Je pa to tisto nekaj, kar je v vzgojnem smislu najbolj formativno. In če ta dimenzija izpada iz našega pedagoškega dela, češ, ne, to ni tisto, kar prinaša uspeh, ne, potem se nam pravzaprav kar slabo piše. Če se strinjate, ali pa še ti kakšno misel za dodati? Se mi zdi, da je tvoj zaključek pravzaprav en tak meta vidik vsega, ker mi se ne nazadnje zdaj tukaj pogovarjamo o filmu. Tudi malenkost najverjetneje za razmisleki v glavi, kako se boste s svojimi učenci pogovarjali o filmu. Ne? Ben je na koncu našel svoj glas. Ne? To se mi zdi tako lepo sporočilo. Rekel je nekaj, kar je dan danes skoraj radikalna izjava. Pomembna je vsebina, ne oblika. Ne? To je dan danes radikalno skoraj že reči, še posebej v obdobju mladostništva, se mi zdi. Ja, hvala za sodelovanje in upam, da se že kdaj vidimo.